sklopu dobrodelne akcije S srcem za male tačke smo obiskali zavetišče Turk, kjer smo izvedeli nekaj več o njihovem delu z zapuščenimi živalmi in spoznali nekaj prikupnih kosmatincev. Mi smo začeli z zavetiščem, se pravi 22 let. V zavetišču lahko sprejmemo do 40 psov in pa mačke različne, tudi okrog 30, 35. Katere tipe živali sprejemate v zavetišču? Vse pa mačke, se pa pogovarjamo o zavetiščih za hišne živali, to se pravi, smo dolžni sprejeti kakšnega pinačka, zajčka, kakšne ihorčke, če se najdejo. Skratka, zavetišče za hišne živali. Kako poteka vaš vsakdanjik v zavetišču? Zjutraj je prvo hranjenje, njega, spravljanje, pelemo na posege, gremo iskat nove, potem zmenjamo s morebitnimi posvojitelji, vmes pride še kakšna taka stvar. Kaj so pa največji izzivi, s katerimi se soočate? Največji izziv potepuški psi, ker jih je zelo težko ujeti, potem pa tudi zelo težko oddati. Potem so izzivi čipirani psi, ki prihajajo v zavetišče, pa jih ljudje ne pridejo iskat. Od 10 psov, ki so čipiranih, jih 5 ostanejo v zavetišču. Kako pri vas poteka posvojitev enega od kosmatincev? Mi imamo najraj pogovor na 4 oči. Eni so energija iskrica hitro preskoč, eni pa rabijo premislek. Ali je pri vas mogoče sprehajati pse in kakšen je postopek? En dan prej me pokličete, če bi želeli pri nas sprehajati, se dogovorimo, ampak preden se naslednji dan odpravite k nam, me spet pokličete. Če so stalni sprehajalci, stoci vem, kaj lahko dan. Če so prvič, zmeraj dan take pse, ki vem, da lahko dam in poli stopnjujem. Zahvala zavetišču in gospe Mariji za čas. Sedaj pa hitro nazaj v salon, saj bo šel del sredstev od vsake prodane kuhinje in gospodinjskega aparata za izboljšanje življenjske kakovosti teh kosmatincev.